Danes antifona naziva Kristusa vzhajajoči in ga opeva kot svit večne luči in sonce pravice. Najbrž ni slučaj, da današnja antifona privzema temo sonca prav danes, ko je po koledarju zimski solstici, torej dan, ko je noč najdaljša in dan najkrajši. Ni slučaj, da je na dan, ko je sonce najšibkejše, govora o soncu pravice, ki ne bo nikdar ugasnilo. Svetopisemske podobe Jezusa, ki je luč in življenje, so zajete v podobi sonca pravice. Danes pa obenem govorimo o trenutku sonca ob zori, tistega nežnega trenutka v jutru, ko mine najhladnejši del noči in prvi sončni žarki razjasnijo obzorje. Sonce opoldne si lahko predstavljamo kot moč ognja pravičnosti, ki prečisti, jutranji svit pa z nežnostjo prepoji nebo in zemljo. Kako močno doživljamo to sporočilo v adventnem času že v ljudski pobožnosti adventnega venca, na katerem gori vedno več luči. V liturgiji cerkve nam v tem času odmeva vzklik preroka Izaija: ljudstvo, ki je hodilo v temi, je zagledalo veliko luč. Kako z močjo Božje besede doživeti adventni čas? Tu kateheza dobrega pastirja pristopa na način, ki otroku in odraslemu pomaga rasti v veri. O tem nam nocoj ponovno spregovori alumna Teološke fakultete, Montessori pedagoginja in katehistinja dobrega pastirja Romana Bezjak, ki deluje na delovnem mestu kot pomočnica ravnatelja hiše otrok, torej Montessori vrtca Maribor, in v vrtcu in šoli zavoda Antona Martina Slomška izvaja katehezo dobrega pastirja. Jaz sem se tako čudila, ko sem začela študirati katehezo dobrega pastirja, recimo advent, z neke stare šole še, ali pa ko sem jaz tudi učila na župni verouk, pa to ne. To dejansko smo mi imeli že zelo božično, nič adventnega. Kdo je govoril o prerokih, in pol, ko sem jaz tam čula, seveda kot teologinja, pa čujem, da bomo mi zdaj otrokom 3 do 6 let govorili o Izaiji, pa o Miheju, pa ljubezes, pa lepo vas prosim, kaj bomo te mi delali, ampak ja, to je ključ, samo seveda, poveš majhno od tistega, kar on zmore, pa zato, ker je v atriju recimo od 3. do 6. leta ali pa od 6. do 9. po stopnjah, in vse oni povejo, ljudstvo, ki je hodilo v temi, je zagledalo veliko luč, to je temeljno. Vsako leto v atriju na prvi stopnji od 3. do 6. leta, s tem se začne adventni čas, vsako leto na novo. In oni živijo, on to vejo že na pamet, ampak jaz jim tudi vedno rečem, glej, vsako leto naše roke so daljše, nimamo več istih copat, kot smo lani imeli, ko so naše noge zrasle, oblačila imamo drugačna, in tudi naša pamet, naše dojemanje, naše srce, naš odnos z Gospodom je zrasten in drugačen, letos boste zagotovo slišali kaj novega. In vedno v tem zraste, vedno slišali nekaj novega. Jaz sem pol to res videla, mi dobesedno rečemo, ko študentom, ko pripravljajo kateheze po naši katehezi dobrega pastirja, se pravi, katere potrebe otroka se s tem nahranil. Jaz jim pol vedno čisto plastično rečem, ker ti eno leto staremu otroku ne boš dal hamburgerja pa pice, to vsi vejo, pa vsem jasno, da pa se najstnik hrani s čokolinatom, pa tudi to hranilna snov za njega ni, ne prestoji več temu. In a smo nahranili njegove verske zmožnosti za tem, ali smo mu dali dovolj hrane, ali to odgovarja na njegove potrebe, ker tudi preveč ni dobro, se mi zdi še slabše, pa tudi manj premalo, in potem zato postanejo otročje, ali pa recimo, tudi recimo meni je bilo to tako odkritje, da v atriju beremo samo svetopismo, seveda ne za vsemi rodovnik, ne vem, karkoli, smiselne stavke, ki jih nikoli ne spreminjamo. Zato, ker otroško svetopismo to ni Božja beseda, pika. Najbožja beseda je samo iz svetega pisma in se da vzeti tudi preroke smiselno, kratke stavke, se otroci rabijo, majhni rabijo cele zgodbe, in tisto jih hrani, in jaz si pa nikoli ne morem soditi tega, kako to deluje na otroke. Jaz samo vidim, da zelo dobro deluje na njih. In se mi zdi to ključno, s tem dejansko se lahko nahranijo, pa zelo lepo pripravijo na Božič,
To je tudi najbolj vredno, no, se mi zdi. Vabljeni, da prisluhnete še drugim pogovorom z našimi alumni ob sporočilu o Antifon, ki nam pomagajo pri pripravi na božične praznike. Današnji večer pa zaključimo s skupno molitvijo Marijinega slavospeva.